Juhej Slovenija, pozdravljeni iz bivaka pred Slovenskim planinskim muzejem v Mojstrani. Današnjo četrtkovo karanteno preživljamo z mislimi o naši lepi Sloveniji, o slovenstvu in o vseh državljanih Republike Slovenije, ki tukaj živimo. Vsi, ki imamo radi Slovenijo, ki imamo radi naše kraje, moramo zdaj združiti moči, moramo biti enotni tako, kot že dolgo nismo bili. Tako da lahko rečemo, jaz zase, saj lahko rečem, da zame je Slovenec tisti, ki ljubi slovensko, ki ima rad našo deželo, pa ne glede na to, odkot prihajajo njegovi predniki. Zdaj razmišljati o neki čisti rasi je pravzaprav precej slaboumno. Kdor razmišlja v to smer, mu svetujem, da se odpravi v kakšno knjižnico in si prebere kakšno zgodovinsko knjigo ali pa kakšne zapise iz preteklosti, kajti na ozemlju današnje Slovenije so se tisočletja mešala ljudstva, narodi, prihajale so vojske, ki so plenile in puščale svoj pečat. Tule so živeli Kelti, k nam so prihrumeli Rimljani, kasneje so se preselili v naše kraje Slovani, potem pa so tudi številna druga ljudstva odirala iz vseh strani. Iz severozahoda so svoj vpliv širili Tirolci, iz severa Nemci. Južni narodi so se ravno tako preseljevali k nam. Prihajalo je do upadov Otomanskega cesarstva, torej do turške vojske, ki je puščala svoj pečat. Tudi Madžari so plenili v naših krajih. Zahodno mejo so dobršen del naše zgodovine obvladovali Langobardi, kasneje smo se malce mešali in pa tudi trgovali s sosednjimi Italijani. No pa še danes je najbrž tako. Tako da o neki čisti rasi je pravzaprav brezpredmetno govoriti in še sreča, da je temu tako, kajti le s tem, ko smo sprejeli tudi vplive drugih narodov, smo postali močnejši, bolj prilagodljivi in najbolj prilagodljiva vrsta vedno preživi. Zato verjamem, da bomo tako preživeli tudi mi. Ampak zdaj je pa čas, da vsi združimo moči in da se zavemo, da živimo v lepi deželi, ki ponuja gore, ki ponuja obalo, morje, ki ponuja toplice, griče, ki je vinorodna, kjer se da pridelati in predelati različne kmečke pridelke, kjer imamo lahko zelo dobro razvito industrijo, najbolj pa najbrž turizem. In zdaj je tisti čas, ko nekako ne gledamo na soseda kot na sovraga, ampak na prijatelja, tako da moramo biti enotni tudi s sosednjimi Avstrijci, Italijani, Hrvati, Madžari in drugimi narodi. In le tako, z nekaj zdrave pameti nam bo uspelo, da bomo premagali korono, da bomo zopet zaživeli in da bodo novi časi boljši in lepši. Mogoče je zdaj tudi priložnost, da se začnemo zavedati, da nismo sami na tejle zemeljski obli, ampak da moramo upoštevati tudi zakone matere narave, da se moramo majčkeno umiriti in da ni vse podvrženo in posvečeno samo dobičku, kapitalu in pa večnemu gospodarskemu napredku, ampak da je čas, da se malo usedemo, popijemo kakšno dobro kavo, pogovorimo med seboj in razmislimo o sebi. Vidite, tako kot jaz tukaj v bivaku razmišljam o tem, dajte to narediti tudi vi doma, predvsem pa imejte se radi, ostanite zdravi in ostanite dobri Slovenci. Se vidimo naslednjič.